Lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. Današnja oddaja bo umetniško zaznamovana. Naša gostja je namreč izjemno kreativna in duhovita umetniška duša Urška Pavlović. Urška, dobrodošla. Pozdravljeni. Pa bi te prosila, da se za začetek mogoče malce predstaviš, od kod si in kako bi samo sebe opisala. Sem iz Zagorja ob Savi. Kako bi sebe opisala? Sem mlada umetnica, ki je samouk v bistvu. Vse, kar se učim sama s pomočjo mentorja Zorana Pozniča. In obožujem raziskovati ta svet. Evo, na kratko. No, kot sem že omenila, si izjemno kreativna umetniška duša, poigravaš pa se s črtami, mešanjem barv in vnašanjem življenja oziroma neke duše v svoje delo. S kakšno umetnostjo bi torej rekla, da se ukvarjaš? Težko je definirati, ker se mi zdi, da umetnost je že nasploh tak širok pojem, ki zajema vse možne stvari. Se mi zdi, da tudi samo življenje je ena umetnost zase. Tako da pač meni osebno umetnost predstavlja predvsem izražanje. Izražanje nekega notranjega sveta, ki ga doživljam, oziroma kako zunanji svet doživljam navznotraj in ga potem dam z neko umetniškim načinom iz sebe. Se morda spominjaš trenutka, ko si se odločila za takšne vrste izražanja? Ja, že od nekdaj se spomnim, že ko sem bila majhna, sem ful rada risala, pa pisala že v srednji šoli tudi tekste, poezijo, kratke zgodbe, ampak pol nekako je to vse umrlo v meni za nekaj časa. Potem sem pa v bistvu pred 3 leti se odločila, da je to v meni še vedno živo, čeprav ni mogoče opazno, in da to res potrebujem, ker sem bila na točki, kjer sem se počutila zelo nesrečno, tako da sem zapustila formalno šolanje in se odločila, da bom pot nadaljevala sama in razvijala svoje talente. No, naš studio pa krasijo tvoje umetnine, tako da si gledalci lahko predstavljamo, o čem govoriva, pa si mogoče pobliže pogleda tvoje delo, ki si ga prinesla s seboj. Lahko nam malce predstaviš delo. To je ena izmed zadnjih slik, ki sem jih narisala v zadnjem času. Je nekako tema nadrealizem, kamor me tudi vodi zadnje čase. Gre pa za to, da iz veliko časa preživim v naravi, tako da narava je en izmed mojih glavnih virov inspiracije. In pa rada se učim novih stvari, tako da narisati srce se mi je najprej zdelo zelo zakomplicirano, tako da je veliko vajbo potrebno za to, preden sem prenesla na platno. Ampak ja, zdaj neka ideja za to sliko je, da govori o medsebojnih človeških odnosih, ker se mi zdi, da je ful preveč individualizma zdaj na tem svetu, premalo nismo nič povezani med sabo. Tudi mogoče z najbližjimi nismo tako povezani, kot bi lahko bili, in nekako predstavljala, kako bi lahko vsak zase rasel uspešno, če bi znali biti povezani med seboj še vsem z nekimi koreninami, oziroma da bi se nekako povezali med sabo. Lahko še vsem nek individuum raste, pa se razvija, ampak rab nek suport, pa neko skupnost zadaj. Pa padeš kdaj pri risanju v nekakšen trans, oziroma kako doživljaš ustvarjalni proces? Ja, jaz sem tako v bistvu začela. Meni je umetnost predstavlja, oziroma izražanje skozi risanje predstavlja neke vrste meditacijo. Jaz sem se samo meditacijo srečala že preden sem začela risati, ampak nikakor mi nobena tehnika meditacije ni pomirila. Ljudje so pravili, da so ful sproščeni po meditaciji, pa da ne razmišljajo toliko. Jaz sem bila še bolj živčna, pa še več sem razmišljala. In potem sem ugotovila, da je več tehnik meditacije in sem jih sprobavala, ampak nobena mi ni dala tistega nekega notranjega miru, pa res, da se s časti ustavi in vse okrog tebe, kar sem pol odkrila z risanjem mandal. Začela sem barvati mandale, ampak meni to ni bilo zanimivo, ker je nekdo drug narisal mandalo, ki jo jaz barvam. In ker vedno rada vse počnem od začetka, sem se odločila, da bom tudi mandale risala sama, preden jih pobarvam. In ker sem jih začela risati, sem ugotovila, da ja, mi je to zelo všeč. No, slike pa tudi prodajaš, mi si jih bomo ogledali, vmes pa bi te vprašala, kaj sploh je mandala? Ja, mandale izvirajo v bistvu že zelo dolg časa nazaj, več tisoč let nazaj, predvsem so znane iz budističnih smeri, ker budisti rišejo mandale s prahom.
Mislim, rišejo, v bistvu jih ustvarjajo s prahom in jih potem zelo dolg proces je to, rišejo, mislim, ustvarjajo jih po par dni, še več, mogoče tudi mesece in jih na koncu potem vedno uničijo, ker so končane. In meni je bil že ta pristop mandal ful všeč, ker v bistvu tudi nasploh v življenju je tako veliko se trudimo za nek cilj, ampak ker ta cilj dosežemo, kaj pa je po tem cilju, ne? Vedno je pomembna ta pot, pa ta razvoj, pa pač proces, ki se dogaja v tebi, ko nekaj ustvarjaš. Ko je ta izdelek končan, je v bistvu zgodba zaključena in izdelek sam mogoče nima toliko pomena zate. In mi bo to ful, me je pritegnilo pri mandalih. Drugače so pa to nekaki popolni simetrični krogi, v katerih se vzorec ponavlja, se pravi, to ima veliko vezen pri mandali simetrija ali pa saj komplementarno, se pravi, če ni simetrična, da je saj komplementarna. In nasploh geometrija mene osebno ful pritegne, sploh sveta geometrija, ker so to stvari, ki sem jih odkrila sama, nisem pa jih nikoli za njih slišala v šoli, kar se mi zdi, da bi bilo zelo zanimivo za otroke, če bi o tem vedeli že prej. Pa tudi matematika sama in fizika bi se dosti bolj lahko povezala, pa bila zanimiva za mlade, če bi o teh stvareh se malo več govorili. Urška, pa je morda vseeno kakšna slika, ki pa je ne bi izpustila iz rok? Ja, tole bom po moje kar težko. Če bi za katero lahko rekla, bi po moje za tolo, ampak to, ko sem rekla, že ta način pri budistih mi je zelo všeč, tako da se tudi jaz osebno pa čustveno ne navezujem na svoje izdelke, ker je tudi meni pomemben proces, da to, kar čutim v sebi, dam ven na papir, na platno in sem mnenja, oziroma močno verjamem v to, da te stvari iz mene pridejo ven zato, ker jih nekdo tam zunaj potrebuje. Zdaj, kdo to je, pa zakaj to potrebuje, ni več moja stvar, to bo kar vesolje poskrbel, ampak se mi je že naredilo, da kakšna slika je bila vsem všeč, pa ni šla od mene po par mesecev, ampak pokoj pa tista oseba, ki jo je pa kupila, se pa res vidi, da jo je prevzela čist, tako da verjamem v to, da se nekaj več dogaja zadaj za tem in zaupam v ta proces. No, ljubezen do ustvarjanja pa povezuješ tudi z mladinskim delom. Imela si že kar nekaj delavnic na temo umetnost mandal. Lahko poveš kaj več o delavnicah? Ja, jaz imam 7 let izkušenj že v mladinskem delu in lansko leto, ker sem začela malo bolj se usmerjati v ta moje področje umetništva pa razvijati se, sem v bistvu pripravila nek sklop delavnice, v katerem zajemam vse, kar sem se naučila tudi v 7 letih mladinskega dela, tako da imam zelo strukturirano delavnico in v njej predstavim tudi neko obično tehniko meditacije in potem tudi v bistvu spodbudim vse udeležence, ne glede na starost ali pa spol ali pa karkoli počnejo v življenju, da probajo sami narisati mandalo. Ker to načeloma se meni osebno zdi, da ni tako težko, so to stvari, ki jih ti odkriješ v procesu, se pravi, če nikoli ne probaš, ne veš, ne, in veliko se jih recimo boji probati, ampak enkrat poskusijo, to res zelo umetniški izdelki nastanejo in sem ful zadovoljna z vsem udeležencem, ki so tukaj pogumni, da si upajo to narediti, ker verjamem, da ni lahko jeti čez sebe. Mislim, ni lahko je čez sebe, ne? Ja. Tako da mi je to ful všeč, da pač lahko tudi druge navdušujem nad tem, ker mislim, da če deliš nekaj svojega, kar je te pomagalo ven, pa tudi če je samo eden od 100 ljudi, ki mu je to všeč, pa ki se v tem najde, je delo končano. Pač tistih drugih 99 pa lahko riše naprej, ne? Delo ima pomen, a ne? Ja. No, niso pa samo delavnice tiste, sodeluješ namreč tudi na različnih festivalih in se predstavljaš na svoji stojnici. Kakšni so mogoče odzivi ljudi na teh stojnicah in na katerem festivalu boš sodelovala v kratkem? V kratkem bom sodelovala na festivalu Balanca, to je festival za iskalce ravnovesja, ki poteka 11.11. v Mladinskem centru Zagorje, to je čez dober teden dni, kamor ste tudi vsi vabljeni. Bo veliko delavnic pa predavanj, zraven pa tudi različni umetniki in zdravilci iz Zasavja in okolice prišli sodelovati. Zdaj, odzivi na stojnicah so meni najbolj všeč, zato ker imam zelo rada 1-na-1 kontakt. Če jaz objavim na Facebooku neko sliko pa nek zapis zraven, jaz verjamem, da velikih sploh ne prebere mogoče zapisa, pogledajo samo sliko, pa tudi mogoče ne doseže celotne publike. Tam imam pa dejansko oseben pristop, ljudje me lahko spoznajo, lahko govorijo z mano, vidijo,
kak je moja telesna govorica, ko jim govorim stvari in sigurno ima to nek dodaten pomen. Pa tudi všeč mi je slišati njihova mnenja, njihova vprašanja, ker me včasih fascinirajo, kakšne vprašanja mi postavljajo. Tako da ful zanimivo, res mi je ta osebni kontakt in zato imam ful rada stojnice pa razstave. Pa ljudje poznajo takšno umetnost ali se šele z njo spoznavajo? Veliko jih pozna, veliko pa se mi zdi, da se še na nos poznava, tako nekako 50-50 bi rekla. No, omenila si že, da sicer pri svojih delih pogosto črpaš iz narave, se tako ob iskanju navdiha in novih rešitev pogosto odpraviš prav v naravo oziroma v bližnji gozd? Ja, jaz v bistvu osebno moram priznati, da še nisem imela neke stiske z inspiracijo ali pa recimo, ko pravijo, da imajo pisatelji blokado, ne, pa tudi umetniki. Pač jaz moram potrkati, da še nisem imela nobene blokade, ampak je po moje zato, ker je že tako vsak dan hodim v naravo in narava me je od nekdaj prevzela in tudi če sploh ne pridem do trenutka, ko ne bi vedela, kaj narediti, v bistvu mi bolj časa zmanjkuje za realiziranje vseh idej, ko jih dobim v glavo, ker imam pa res zelo veliko idej. Tako da veliko še čaka na realizacijo in ko pridem do trenutka, ko ne vem, kaj bi naredila, sam potegnem eno izmed teh idej, ki sem jih mogoče se mi je porodila v glavi pred 3 meseci, pa nisem imela časa jo izpeljati, pa po tisti trenutek izkoristim za to. Drugače pa ja, narava me ful inspirira, letni časi se menjajo 4-krat na let, tako da je ful zanimiv. Vse se spremeni od barv do vsega, no, oblike in tudi geometrije je zelo veliko narav in zelo rada črpam ja iz narave. No, kot lahko vidimo, si začela ustvarjati tudi z naravnimi viri direktno iz bližnjega gozda. Je to zaradi dodatne usklajenosti z motiviko ali je prav tehnična stran obdelave naravnih materialov ravno tista, ki te privlači? Je v bistvu vse skupaj, ne, ful rada cajt preživljam v naravi, to je ena stvar, druga pa pač, da kakor sem rekla, narava me toliko inspirira, da včasih tudi v tistem trenutku moram nekaj narediti pa sprobati, ne. Jaz osebno najraje izdelujem mandale v naravnem okolju, se pravi, da poberem različne liste po tleh, storže, želode, vse, kar najdem, tudi kamne, pač različne stvari in jih potem postavljamo neke simetrične oblike, kot neke naravne instalacije. Zdaj te stvari seveda ne obstanejo, kar je tudi zelo dobro, ker je seveda proces pomemben, ampak jaz se lahko v takem stanju znajdem tudi po 4-5 ur v gozdu in samo ustvarjam. Tako da to mi je ful všeč. Drugače pa nasploh delo z naravnimi materiali me pritegne že sam zaradi vseh čutev, ki so zraven, recimo, ko delam z lesom, ko voham les, na otip, kako je pač ful rada delam z naravnimi materiali in je pol čista razlika, če vzamem v roko čopič, ki je, ne vem, z plastike ali pa lesen čopič, ne. No, veliko pa tudi potuješ. Kje vse pa si že bila? Ja, obiskala sem že zelo velik del Evrope, pač na severu še nisem bila Evrope, tako da tja me še vleče. Drugače pa ja, veliko Evrope, tudi bila sem že v Keniji, Tuniziji, v Indijo sem šla lani. Tako zelo rada potujem v Ameriki, sem bila, mi je tudi oče že pero, že oče me je navdušen nad potovanjem, ampak ja, to je res moja strast in se mi zdi, da bom do konca življenja potovala. Imaš zapisano v ja, v genih, a genih. ne? No, kot si omenila, številna potovanja in spremembe okolja so zaznamovali tvoje življenje v zadnjih letih oziroma skozi celo tvoje življenje. Si mogoče prinesla z barvami nasičene impresije iz različnih koncev tudi v svoje delo? Recimo, ko si omenila Indijo, recimo, so te tam navdihnile barve ali pa ljudje ali pa odnosi med ljudmi ali pa kako si skozi svoja potovanja v bistvu umetniško se razvijala? Ja, ful sem se razvijala. Tudi v bistvu sam zagon za to, da sem začela se razvijati na umetniškem področju bolj resno, so prinesla sigurno potovanja. Prvič sem šla pred 2 leti pa pol sama na solo potovanje za 1 mesec na Portugalsko, kjer sem v bistvu odkrila risanje mandal. Kmalu potem sem se še na par potovanj odpravila, ampak 1 leto kasneje je sledilo to potovanje v Indijo, ko mi je pa sploh dalo neko inspiracijo, ki se mi zdi, da je ostala v meni in bo vedno živa, ker tudi kako te ljudje gledajo nate, pa kako te spodbujajo pri teh stvareh. To je nekaj čist nepojemljivega. Veliko doživim, da večjo podporo doživim pri ljudeh, ki me ne poznajo in ki jih spoznam na potovanjih, ko pa podporo v domačem okolju. Jaz sem zelo hvaležna vsem, ki me podpirajo, ampak moramo priznati, da pač v teh majhnih okoljih, sploh pa res v Zasavju, je pač sama konkurenca čist preveč resno jemana. Vsak pač, tudi če delamo iste stvari, vse v redu, vsak
ima svojo stvar. Ti tudi, če bi ti za mano narisala isto mandalo, kot jaz, še vsem bi imela neko drugo energijo, bi imela Kajo noter, ne bi imela mene, tudi če bi ponovila za mano. Tako da meni osebno to nič ne pomeni. Nekaterim je pa to ful pomembno in velikokrat se moram zelo postaviti nek zid pred sabo, da me te komentarje ali pa opaske ali pa karkoli, da se me pač ne dotakne, ker je tega zelo veliko, no, pri nas. Ko greš pa nekam ven, so pa bolj odprti vsi, ne, sicer tudi ne nasploh, ampak tako spoznaš ljudi, ki tudi potujejo. In se mi zdi, da to me tudi na nek način hrani, to, da vem, zakaj to delam, pa da delam, kar je meni prav, in to je v bistvu vse, kar je pomembno. Kakšen pa vtis puščajo tvoje slike nate? Ja, včasih sem bila dosti bolj samokritična, kot sem zdaj. Sigurno je neka zdrava mera samokritičnosti primerna, sploh pri takih stvareh, ker pa če nisi kritičen do sebe, potem si kar zadovoljen z vsem, ne. Tako da ena zdrava mera mi se mi zdi v redu, ampak bila sem pa čisto preveč samokritična, vedno sem dala potrditev, ko sem meni zdaj končala, sem ga poslala prijateljem, da povete, kaj si mislite, ne. Čeprav, ne, ko pravimo 100 ljudi, 100 mnenj, to ne moreš vedeti, ne, in tudi jaz zdaj vidim, da bolj ko zaupam v sebe, bolj ko zaupam svoje dela in ko vem, da sem nekaj naredila, nekaj vložila noter, pa tudi če nekdo ne razume tega, pač jaz razumem, zakaj sem to naredila, tako da sem ful manj samokritična in velikokrat se počutim zelo ponosno. Recimo na to sliko posebej sem zelo ponosna, ker sem se res trudila risati, naučiti risati človeško srce in potem to prenesti na platno. In vem, da z leti lahko naredim še boljšo kopijo take slike, ampak to zdaj nima veze. Zdaj v tem trenutku je to nekaj, kar je največ, kar sem dala od sebe in sem na to ponosna. Torej so tvoja umetniška dela lahko samorefleksija oziroma zate oziroma za nekoga, ki jih kasneje kupi? Ja, jaz jih jemljem nekako tako, kot neka samorefleksija, ker se recimo sploh kako učeno oko, recimo od mojega mentorja, res lahko vidi stanja, v katerih sem bila, psihološka stanja ali pa čustvena stanja, ko pogleda na mojo sliko, dejansko mi pove točno, kaj sem doživljala v tem, ne, ker recimo veliko povprečnih ljudi tega mogoče sploh ne opazi, pa začuti neko energijo, ki je ne zna razložiti v pogledu na neko sliko, ampak ja, sigurno je to en tak zelo pomemben del pri meni. Nasploh je samorefleksija pri meni osebno zelo pomemben del v življenju, zato ker se mi zdi, da sem si tudi tako začrtala pot v tem življenju, da pač rastem s tem, da samo sebe vsak dan evalviram in se učim in predvsem ne obsojam. No, želiš pa ljudi tudi ozavestiti s svojim delom, nekako prevladuje naravna tematika, želiš, da bi družba namenila več pozornosti naravi, mogoče? Ja, pač zdi se mi, da gremo res v en del sveta, pač jaz nisem v ta svet vključena, vidim, da gre čist, deluje ful proti naravi in jo zaničuje in sploh recimo jaz, ko potujem veliko, jaz vem, da bom vedno se vračala v Slovenijo in vedno bom tukaj živela, ker mi res ne vem, če se zavedamo, koliko imamo lepo naravo, neokrnjeno naravo in koliko je še takih delov, ko pač, ko kdo drug pride, kak turisti, kar takoj vidijo, tle bi pa lahko hišo postavil, tle bi pa lahko tovarno, tle bi lahko še novo avtocesto, pač ne, le v redu je, ne, res imamo zelo lepo naravo, neokrnjeno in fajn je, da bi skrbeli za to, tudi Slovenci, da bi bili ozaveščeni o temu, da pač za to skrbimo in da smo na to ponosni in ne, da to kar uničimo, samo zato, da bo nekdo dobil denar zaradi tega. No, se pa poslužuješ simbolike, recimo v tej sliki, ki si jo prinesla s seboj, se mi zdi, da je simbolika, pa tudi mogoče v drugih slikah, ki jih narišeš, se poslužuješ simbolike, ti je to blizu? Da, simbolizem mi je zelo blizu. Sicer nekako simbole, nikoli nisem zdaj to ful preučevala, da bi res vedela, kako načeloma, kjer simboli so za katero stvar, ampak nekako po intuiciji ful delujem in v bistvu tudi razvijam neke svoje simbole, ne, oziroma združujem različne simbole, ki meni na koncu pomenijo mogoče nekaj, kar nekomu drugemu ne, ampak se pravim, to je spet, ne, stvar lastnega mnenja. Ampak ja, simbolika mi je zelo blizu, se mi zdi, da celo to življenje, pa ta izkušnja, ko jo imamo kot ljudje, je ena sama simbolika. Imaš mogoče najljubše umetniško ali slikarsko delo, ki te navdihuje ali pa zate izraža neko večnost ali pa morda kakšnega umetnika, ki ti je vzornik ali pa idol?
Ne ravno. Pač ni zelo potrebno. veliko umetnikov mi je všeč, no, ampak ne bi zdaj nobenega posebej izpostavljala. Jaz probam ne slediti toliko tem stvarem, zaradi tega, ker se mi zdi, da pač sigurno je fajn pogledati kakšne druge stvari, ki jih ljudje delajo, ampak se mi zdi, da se ti lahko zelo hitro usedejo v glavo in jih mogoče brez zavedanja nekako kopiraš. Kar je sicer do ene mere v redu, ampak do ene mere pa se mi zdi, da pač jaz sama raj imam te trenutke, ko se mi pojavi moja slika v glavu, ko sploh še nisem začela delati na njej, že dosti recimo orisana, kakor pa da bi zdaj jaz, ne vem, googlala druge ljudi pa tam izčrpala inspiracijo. No, sigurno grem rada na kako razstavo, ampak nisem ena izmed tistih umetnikov, ko bi to počela na veliko. Rajši si na svoji poti, a ne? Ja. Kot smo že prej omenili, prodajaš slike, prodajaš pa jih na Facebook strani Masterpiece, takole. Če bo bliže pogledamo, evo ga, Masterpiece je na Facebook strani in lahko ljudje pogledajo in si tudi kakšno sliko kupijo ali pa si jih samo ogledajo ali te podpirajo, a ne? Da. Kaj pa mogoče načrtuješ v prihodnosti? Ja, jaz ne rada načrtujem prihodnost, zelo rada živim v tem momentu in si probam ne več kot za par mesecev naprej začrtati, pa še to je včasih se mi zdi preveč. Zelo radi si postavljamo cilje v življenju, ljudje nas sprašujejo, kje se vidiš čez 5 let, mislim, ne vem, ne. S tem se presenetiti. Se mi zdi, da je drug teden se lahko premislim, pa začnem nekaj drugega početi in to je tudi, kako sem se jaz zastavila mojo stran na Facebooku Masterpiece, da sem pustila stvar na široko zastavljeno, ker jaz tudi pišem kratke zgodbe in poezijo, tako da tudi to delim s svojimi slikami. Imam tudi rada, delam fotografije, pač sicer sam s telefonom, ker nimam nekega fotoaparata, ampak mi je tudi to všeč, izražanje skozi zajeti nek trenutek. In se pač puščam odprto. No. Sigurno me zanima pa drugače mladinsko delo, se pravi delo v mladinskem delu pa razvijanje svojega umetniškega potenciala še naprej. Zdaj pač plan imam do konca leta, se malo več vrst v šivanje tudi, zdaj sem začela risati na blago, tako da sem investirala v barve za tekstil in imam že nekaj doma poslikanega blaga, pa tudi to vse recikliram blago, uporabljam stare krpe, pa stare tudi obleke od ljudi, pa svoje obleke, ko bi jih rada ohranila na nek drug način in jih recikliram v vrečke, zato ker se mi zdi, da je čisto preveč plastike uporabljamo na svetu, tako da sem tudi proti plastičnim vrečkam in želim, ja, s tem vrečkam, ki jih bom dala, dati nek moj umetniški vtis pustiti na vrečki, ampak tudi spodbuditi ljudi, da jih uporabljajo namesto plastike. Tako da to je moj naslednji projekt. No, omenila pa si fotografije. Kdo pa je mogoče naredil fotografije na tvoji spletni strani? Lahko poveš? Ja, večina fotografij na moji spletni strani je naredila moja sestra, Katja Pavlović, ki je tudi fotografinja. Tako da sem ful vesela, da mi poslika fotke, ker so čisto drugačna kvaliteta. Drugače pa kakorkoli obrneš, vedno je drugače videti v živo neko sliko, kot pa fotografijo od nje. Tudi na stojnicah velikokrat rečejo, ja, smo videli na Facebooku, pa v živo je čisto drugačne. Ker je res, to je ta pristna stvar, da vidiš to energijo, začutiš in da vidiš vsako piko od blizu. No, omenila si, da barvaš tudi na tekstil, na Facebooku pa tudi na steno, a ne? Kako se razlikujejo takšne stvari med seboj, slikanje na platno, slikanje na tekstil? Ja, zelo se razlikujejo, ne. Že same tehnike, pač včasih je ful težko kakšna stvar, ne. Pač jaz sem se recimo zdaj v 2 letih kar navadila na platno in na to, kako se barva prime na platno in koliko vode dodati zraven, čeprav jaz vode sploh ne dodajam veliko, rišem z akrilnimi barvami. In na steno recimo sem imela, pač ful barve sem porabila, to je ena stvar, ne, ko pač itak je stena 5-krat večja kot platno. Na tekstil je pa spet druga, ne, tekstil vpije barvo in spet, ne, voda ful ni primerna za barve, sam če hočeš malo razreči, ne, skus je učenje, no, in jaz nasploh se rada učim skozi izkušnjo. Jaz ne maram teorije glih veliko, ker teorija ti v življenju nič ne pomaga, če nimaš izkušnje v njej. Tako da, če bi me nekdo učil, kako barve uporabljati, jaz osebno se poznam že dosti, da vem, da mi ne bo to tako jasno, kot če bi lahko to sprobala. In jaz tudi v življenju tako učim vedno, pač vzamem stvari in jih sprobam. Pač drugače ne vem, ne. Tako da skozi izkušnjo risanja na blago vem, da bom z vsako sliko pač spet nadgradila se to znanje svoje in že ta druga slika, ki sem jo na blago narisala, je lepša kot prva, ne. Že to se vidi takoj.
No, torej, dragi gledalci, dragi gledalke, če bi želeli izvedeti o Urškinem delu še več ali pa bi si morda radi ogledali še kakšno njeno sliko, lahko to storite torej na Facebook profilu stran Masterpiece, kjer Urška predstavlja svoja umetniška dela. Bi še kaj dodala tukaj? Ja, zahvala bi se vsem za podporo, no pa vabila vse, da grejo na stran, pa pogledajo, pa mi sledijo. Drugač pa ja, hvala že vsem, ki so me do zdaj podpirali pri tem. Mi veliko pomeni. No, in tako smo prišli do konca. Urška, najlepša hvala, da si se odzvala našemu povabilu in prišla k nam v studiu. Hvala tebi, Kaja, za povabilo. Vam, drage gledalke pa dragi gledalci, pa hvala, da ste bili nocoj z nami in želim vam lep prijeten večer še naprej.